Ja, hvala lepa za pozdrave. Tudi jaz pozdravljam vse navzoče. Ja, zdaj pa tako, ravno danes sem študiral, koliko časa sem bil v pastorali. Pa sem bil točno 40 let. Ja, točno. Začel sem na Kodeljevem. Moram tako reči. Vsaka župnija, ki si jo naštel, to se pravi pa Kodeljevo, pa Rakovnik, pa potem Radenci, pa Sevnica, pa Celje, ima nekaj svojstvenega, ker so to bila drugačna področja, drugačne delo, tudi drugačne, ne vem, če bi rekel, širine ali obsegu, številčno in tudi teritorijalno. Ja, tako bi pravzaprav rekel, Kodeljevo je taka zelo omejena bila župnija, ampak simpatična. Moram tako reči, tam so se ljudje skoraj vsi poznali. In tudi jaz sem lahko zelo veliko poznal, saj sem vsako nedeljo popoldne šel krog hoditi, pa so tam otroci igrali, pa čez okne so mame spremljali otroke, pa, gospod Ciril, kaj pa vidite, kaj je igral? Pa se rekel, ne, samo opazujem. To se pravi, tam je bila taka, lahko bi rekel, precej pertu, s župljani in tudi drugače taka zaokrožena celota. Nekaj drugega je bilo potem, ko so me prestavili na Rakovnik, najprej za 2 leta sem bil kaplan, potem pa 10 let pa župnik. Tam pa širina dela. Tam je bilo v naročje, sem dobil od gospoda Rožmariča, bi šlo v rekel, poleg okrog 550 do 600 veroučencev kot župnik, sem bil pač za to odgovoren, saj so drugi pomagali, predvsem tam je bil pa gospod Žabot, pa potem je bil Danilo, pa je bil poznaje Mirtek, pa je bil na koncu tudi mursko-soboški škof Peter Štumf, pri meni kaplan. Ampak tam je bilo pa drugačno delo, razvejeno, tako kot je še zdaj na Rakovniku, čeprav se morda številčno je drugače. Takrat, recimo, je bila poleg števila veroučencev, je bilo potem ogromno, še veliko krstev, pa veliko je bilo porok. Eno leto vem, da smo imeli 96 porok. Eno soboto, bo bolj Mežner vedel kot jaz, on pravi 11, pa pravim 9 porok, da je bilo. Če to je bilo naprej hudo. Ja, torej, mislim, da ima čisto vsak določeno doživetje preizkušenj. Lahko so to na tej ali na onem področju. Ja, morda si tukaj vprašal predvsem zdravstveno področje. Morda, zaradi tega, ker me vidiš na vozičku. Ja, torej tako. Ja, že v Sevnici se je pokazalo, ko sem tudi jaz, mene je vsekala mišja mrzlica. Odkot sem to privlekel, ne vem. In to se spomnim, da sem šel v ambulanto, v Sevnici ali v zdravstveni dom, pijte vodo, pa bo šlo vse to naprej, pa bo jaz pa pijem, pa sem na koncu mislil, zdaj me bo pa pobralo. Potem pa so le napravili analizo krvi in ugotovili, da imam čez 500 kreatinina, zastrupitev, hitro v bolnico in sem za en trenutek prišel, ampak kar moram reči, ni mi pustilo to takih posebnih posledic. Je pa res, da so v bolnici v Novem mestu rekli, imate srečo, da je še pravočasno. Torej, to bi bilo za Sevnico. Seveda drugače v Sevnico bi se dalo veliko, ker je čudovite ljudje, tam so široka 12 podružnic, življenje, kakor hočeš, fantastični so ljudje. Kamorkoli sem pravzaprav prišel, so ljudje fantastični. Tudi v Radencih, ampak da mi spet primestno bi človek rekel, čeprav je to tak turistični kraj. Ja, torej tako, to je bila ena taka bolniška, če bi rekel, potem glasilke so mi tam odpovedali, že v Sevnici sem šel na operacijo, potem mi je oko desno odpovedalo, da sem šel tudi na operacijo.
Že prej sem imel večkrat mrežnico raztrgano, pa ti so štepali, pa ni še tisti ni bilo dost, potem pa še prava operacija. Torej, to zmeraj se kaj najde, ampak treba je bilo pa hkrati tudi delati. Nisem ne vem koliko enkrat obležal v Sevnici, ker tudi ni bilo počitka. Tam je bilo čez 600 veroučencev. Pa, torej, kot sem rekel, toliko podružnic. Od tam seveda, potem je bilo treba pa se s časoma preseliti še naprej. Je tako, da sem bil na Rakovniku 12 let, vse v Radencih sem bil 5 let, še prej čist na začetku 5 let kaplan na Kodeljevem, potem pa 9 let v Sevnici in sem prišel pa v Celje spet na novo. V Celju je bilo po svoje zanimivo, spet vse od začetka. Ljudje čudoviti tisti, mi smo začeli s pastoralo, mi smo mislili, da nam imeli nič veroučencev, pa smo imeli že, torej maja meseca je bila imenovana župnija, v jesen smo začeli redno z verukom, ko sem tja prišel. In bilo že, prvo leto je bilo že kar precej birmancev, prvobhajenci in tako, so kar ljudje prišli. In tisto je bilo, teže je bilo v tistem času z mladino. Zakaj? Ker so, to je bilo, če bi rekel, precej take mlade, zgubljene mladine, ki so celo mislili, da mi Salezjanci tam gradimo nek center za odvajanje mamilašev, drogerašev. In so rekli, tega vraga pa nam trpeli, ker tam so v glavnem si preprodajali. In smo marsikaj Salezjanci tam tudi, kot ko so pa vedeli molarije, kaj to Salezjanci, ali so to pretorijanci, ali so, ko so to vse neki drogeraši, druge sorte. Ampak življenje je šlo naprej. Jaz sem se začel pa starati, jaz sem v Celju na začetku. Moja, ne vem, od otroštva naprej sem strašno rad tekel. In tudi v Celju jaz sem še kar nadaljeval, 2-krat, 3-krat na teden sem šel teč po gozdu, vse med tja, ampak v določenem času, kako to, da jaz vsako korenino najdem. In se je začel spotikati, padati, premalo dvigam noge. Potem v hiši, prej sem poskakoval čez 2-3 stopnici gor, zdaj pa kar lepo počas, 1 stopnico do drugo, pa kaj to z mano? Ne gre. In tako počasi sem videl, da pravzaprav že ne morem, nisem bil 100%, ko sem šel brez opore, da bom šel lepo normalno po stopnicah. No, potem pa sem šel na preglede, najprej za en teden v Celju, potem iz Celja so me poslali v Ljubljano na nevrofiziologijo, tam sem bil 10 dni tudi, študirali, potem so poslali tudi prošnjo za izvide na Dunaj, če je to kakšna stvar, kaj bi to moglo biti. Pa so rekli, ni to dedna bolezen. Nazadnje so rekli, očitno je to miopatija, miozitis, avtoimunsko bolezen imate, gospod. A ja, a to, kaj pa je to? Ja, saj sami čutite. Ne gre več, mišice, ne? Veste, takole je, so rekli, najprej, in dejansko meni so začeli pri kolenih pešati in sicer kolen ni več ubogala dobro, pa najprej levo, desno je bilo še kar. Pa so rekli, saj to tudi lahko posod se prebere, potem gre to na stegenske mišice, potem gre na tlaknico, potem se pa to počasi širi. In tako pravzaprav, jaz sem tam še bil, pravim, kar nekako, jaz sem vlekel, ampak sem videl, da ne morem več, tudi pa po stopnicah, pa ne morem z otroci, pa tam so bile le veruk, smo imeli v prvem nadstropju, tam ni dvigala, nič, kaj pa ne.
bo treba zamenjati, saj je to bilo že 9 let. Lepo je bilo v Celju. Jaz sem zelo rad bil tam, ker sem skoraj vsako nedeljo šel med blogi pa pozdravljal tega, onega, pa tam so muslimani, pravoslavni, katoličani. Pa sem se usedel tam na klopci polet, pa smo malo poklepetali s starejšimi ljudmi. Moram reči, pozneje zelo prijazni, od mladine do vseh, krasno. Pa so me pa predstavili, pa prosto so pa rekli, Ciril, moral se boš umakniti. Torej, ko sem sem prišel, pravzaprav, tukaj sem bil še kar pokreten. Jaz sem to s palcami, še na golo sem šel. Prvo leto, drugo leto, tretje leto, kako to? Sem se pa kar kolena so mi klecala in sem se zvalil po cesti. Tole pa ni v redu. Pa potem nič paziti moraš, pa sem potem zmanjšal zgorga, pa sem do te vasi prišel, do Suše, pa nazaj. Nazadnje, samo še po Želimnem, s palcami. Ampak pomoči ni bilo, jaz sem hodil tudi na kontrolo. Ko sem šel še iz bolnice, že takrat mi je zdravnik rekel, tisti pri odpustnici, rekel, gospod, zdaj pa morate izvoliti, ali Medrol ali pa voziček. Sem rekel, Medrol bom vzel, tudi zdravilo, ki je za vse pa nič, ne vem. Ampak je rekel, imate posledice, osteoporozo, visok pritisk, sladkorno, karkoli, nekaj vas bo lahko vsekalo, sem rekel, kakorkoli. In me je po 3 letih, še v Celju, me je že kaj? Osteoporoza in 2 ledveni vretenci so mi počili. In to je moja največja izkušnja, kaj pomeni bolečina. Jaz sem tulil. To pa ga ni človeka, ki bi imel privoščil take bolečine, ko se narobe premakneš, pa te vseka, da te bliska se. Ampak, potem mi je mlad zdravnik rekel, gospod, ne bomo vas operirali, rajši ne, počakajmo, se bo zaraslo. Bogu hvala, to se je zaraslo, zato sem lahko v Želimne šel tudi. Ampak tako je počasi šlo navzdol, da sem najprej s palicami, še tle okrog šole, hodil sem pa tja, ampak večkrat se je zgodilo, da sem klecnil, ali če nisem dost nog dvignil, sem padel. Pa je bilo treba klicati, to jaz imam zmeraj pri sebi mobitel. Čas sem jih kar dobro dobil, kjerkoli že, ampak polomil se nisem nikoli. Je še tako, da ali voziček potiskam zaradi varnosti, še hodim takole ne pol ure po gladkem hodniku, da se ne spotakne, ker zame je tudi že prak problem. Brez opornic ne bi mogel več. So včasih bolečine, zdaj počasi že čutim tudi, da me že tlele boli, kolk boli, prsti ne delajo več, zato počasi že težko zagrabim vilce, nože pa tole. Na tipkovnici delam velike napake že, ker prej sem bil slepo tipkanje. Zdaj bo treba pa najbrž samo takole še delati. Tako je. Ampak moram pa reči, zakaj. Sem pa zadovoljen. Moram reči, jaz zmeraj ponavljam, mladina je zlata. Pa te sreča, pa še sem štorkljal okrog, pa so bili na sprehodu. Gospod, kako je kaj? Se odlično hodite. Sem rekel, krasno štorkljam po cesta, ne? Bodite veseli, da še lahko hodite. Pa zdaj, ko voziček potiska, a vam kaj pomagamo? A vas peljemo? Sem rekel, čas komu, bom kar sam, dokler še lahko, da ne bom čisto zarjavel. Tale prostor, kjer smo zdaj tukaj jaz, imam vsako sredo dežuram, uro pa pol, če želi kdo pride k spovedi na pogovor, potem imamo mesečne duhovne obnove za mladino, potem, kadar hoče me kdo pokliče, morda takole nas spomniti več teh problemov, tudi zaradi raznih mladostnih zaljubljenosti, pa joka, pa to polno, klepetamo takole, pa so luštni so.
pa odkriti so. In jaz jih občudim, pa rečem, pa to je zlata mladina. Drugo je, seveda, da oni nosijo tudi svoje rane. In to je naša naloga. Tem mladim ljudem je treba pomagati, jim je treba razumeti v njihovem življenjskem obdobju. Dobro, zdaj imamo druge rane, ta stari, ne? Tudi voziček je ena taka, ne? Zdaj, ko jaz molim ružemenski za nas težki križ niso, pa rečem, jaz moram pa tega le vlačiti okrog, tako kot križ. Ampak to je primerno času in tako naprej. Oni imajo svoje in tam je naša naloga, da jim gremo naproti. In ni samo spoved to, tudi to, se pri spovedi, moram reči, lepo število še hodi, ali doma, ali tukaj, posebej pred prazniki, ne? Takrat je polno stokali življenja. Ne? Hvala Bogu, dokler sem še lahko tu, dokler bom še lahko samega sebe rihtal, kot se reče. Bom tu, ko ne bom mogel več z vozička vstati, s postelje vstati. Kdo me bo pa rihtal? Kdo mi bo pomagal? Takrat pa vem, to zavestno vem, me čaka pa še verjetno zadnja postaja. To je pa potem na Trsteniku. Jaz to vem in tega se zavedam. Zato tudi za hec recimo v kuhinji, manj mi dajte na krožnik, če se bom zredil, ne mogo več vstajati. Ja, Bog dobro rekel, kako pa spremaš to bolezen? Križ, veste, križ. Ali ga spremeš v jezi, ali ga pa spremeš pa rečeš, saj ni druge pomoči. Tako je, pa če še malo vzameš takole, ki je za nas težki križ nesel, pa caplaš za Jezusom, pa je lažji. Lažji je ta križ. Čeprav je čas težak, ko gledam čez okno, pa je pomlad, jaz pa čez okno gledam, kako bi šel ven, ki je sonce. Pa kaj češ? Prvi nasvet je, bodimo realisti. Če bomo ponavljali, kako bi bilo, če bi bilo pa to pa ono, bomo samo nesrečni. Prva stvar je, sprejmimo križ tak, kot je. Druga stvar, ta križ pridružimo Jezusovemu križu. Pa bo lažji, ker če se bomo jezili nase, si bomo sami nalagali breme na rame. Sej tudi jaz včasih me tudi zvije. Najtežje pravzaprav mi je ravno takrat, ko bi rad tekel, ko sem včasih tekel, ko bi rad brcal, pa ne morem čez okno gledam, dol, ko skačejo, jaz pa ne morem. Me stisne. Ampak potem pa se rečem, ja nič, sej imaš svoja leta, imaš. Sej življenje je bilo polno, kolikor se je dalo, Bog mi je dal to milost in poklica, čeprav se ga nisem nikoli zaslužil, to povem, da ne. Tako, kaj bom rekel, na koncu, kot je tudi papež, sveti Janez Pavel, drugi govoril, korajža velja. Gremo naprej, dokler je Božja volja. Ja.